3-krat tedensko, po nedeljkih in torkih od 14. do 19. ure, ob sredah od 9. do 15. ure. In naredili smo tudi nekaj statistike in smo ugotovili, da v Šmarci živijo ljudje, ki zelo radi prebirajo knjige. Saj smo v letu 2010 izposadili kar 9178 enot, knjig, DVD-jev, revij in tako naprej. Lahko še povem, da imamo v Šmarci tudi okoli dobrih 11.000 enot gradiva in pa da ljudje kar radi zahajajo v našo knjižnico. Zato smo za njih pripravili darilo, igrico, vesela pomlad v šolskih klopeh, zaigrala je dramska skupina podružnične šole Tunice, pomagajo tudi zborček te šole. Igrica je moje avtorsko delo, priredbe pa je naredil Matic Smolnikar, zelo priznan in dober kitarist. Tako da smo veseli vsakega obiska v naši knjižnici in eno toplo povabilo v našo in vašo knjižnico. In to bo tudi še cel dan. Smetarje pa pobirajo smeti ob četrtkih in ne ob sredah. Povej po pravici, kje imaš copate? Ja, pa so še kanti smeti. Hvala, če sem nekaj kar odavno. Ja, ti Monka. Nikar ne govorim mi tebi, včeraj mi predvsej odila. Monka, smeti. Zanimivo. Hvala ti, Monka. No, sedaj smo ugotovila, da je tvojih copati vse v redu, ker še počivajo v kanti za smeti. Šla so pa do nove uganke, uganiti morava, ki imaš čevlje. No, Bokaj, kje imaš čevlje? Ja, nimam, nisem je pred skvoz. Mogoče pa kaj tvoji sošolci in sošolke me dobro čuti. Vem, da smo pred polkom obupa čevlje. Kaj pa je tole? Ja, je to šolski čevlji. Ti sem nabil po šoli. Šolski čevlji? Ne, kako ti pride na misel, da jih skriješ v predal vrtoskopa? To so vidno so šolski. Jože, si slišal Križanko? Še malo nama manjka pa povacilo rešiti. Veš, kaj ponujajo za nagrado? Izgled so gardane? Izgleda, da si ostala sama draga Sunca. Ker da me čiči pa čaki, ki se učejo zavrne, pa te malo potrkla. Jože, ta pa tvoja naloga, hitro moramo nekaj napisati. Ali speš dobiti še preden potrebe učilica Monika? Če ne bi bil takole nova in bi se malo pobrigal za šolske zadeve, zdaj ne bi bil tako velikih težav. Ne zbijem mi morale, daj mi kaj nalogo, da ti piše tebi, nikoli ne pregleda. Prepisovanje nalog, tega ne odobravam. Kar sam se nam malo potrudi za svojo oceno. Kam bomo pa prišli, če bomo naloge kar prepisovali? Samo drži si prepisovati, bom učiteljici vse povedala. Kdo je po tebe, ki vprašal Špecka, to čiči po timbu? Špecka, kaj drugega lahko pričakuješ po samo prepisovanju, ki je z vami? Učiteljica Zara, Monika kazala, ki je ta prava.
bolj trenirani možgančke, bi s prve roke videli, da morate v kvadratke opisati in iskati. To je primer za ena. Jože, vjem. Jože ima še nalogo. Ja, sem nekaj čuj za Monika, da on sploh pregreva, da je posvete zdravnatna, to dolg pa je traja. Samo da boste vedeli, da vsakega pišem, kaj dela. Učiteljica bo vse izvedela. Špetskahla pa vedno ostala ena špetskahla, pa učiteljična ljubimka. Da ne bi slučajno omenjala križanke. Pa mojega špegla. Da je že taj naloge. Pejte manj pa zato. A nimaš nobenega drugega dela, kot da nosiš vse na nos naši učiteljici. Evo, to je pa samo za tebe. Simonca, poslušaj. Jože, kaj pa je tako smate reči v tvojih rokah? To je pa moja tišeca žal, moj ljubenčak. Ampak meni se zdi, da je živ. Saj je živ, da pajec je živ. Čelca, Monika, opuštite. Pavle, tako je že mojemu pajku. Je čist mejna, nežna, pajča dušca. A bi te očke in te nožice komu kaj hotela. Takoj ga odnesi ven iz razreda. Čelca, Monika, pomirite se. Hotela se spoznati. Ven iz razreda ga ne sem rekla. Bo žalostno, veste, ima prostorsko disleksijo. Kaj ima prostorsko disleksijo? Kaj pa je to? Dve, ki je desna, pa leva, pa sever, pa jug, pa vzhod, pa zahod. Bom jaz že dala prostorsko disleksijo. Ven iz razreda ga ne sem rekla. Pobožite ga, saj ne grize, pa pogledajte, kako mi ga odgleda. Všeč sem pa, vidite. Kdo bi si mislil, da bo nekoč všeč nekemu pajku? Pa res je hud, kako je prijatno. Pridite, punce, pobožajte ga. Učiteljica, kaj pa bomo šli za konec šolskega leta? Saj res, danes prvi s pajkom je čisto vrtla stira. Jezite se, ravnatelj predlaga